1000 dni od 7. oktobra. Toliko bolečine za toliko ljudi. Kako se danes počutiš? Ja, Izraelec, počutim se zelo. Žalostno, zelo neprijetno. In veste, to je zelo poseben dan. In kot pravijo ljudje, je dopisnik Johas povedal v prejšnjem poročilu, mislim, da še vedno nismo začeli procesa okrevanja. Ker imamo še vedno vojake na mnogih krajih in še vedno imamo ljudi, ki se še niso vrnili v svoje domove v Zahodnem Negevu. In to je zelo zapleteno. Zelo zapletena situacija, resnično. Vi kot soustanoviteljica IDUT 710 nam opišite vrsto dela, s katerim se ukvarjate in vpoglede, ki jih lahko delite o tem, kako Izraelci žalujejo, objokujejo in še vedno predelujejo razsežnost zla, ki se je zgodilo tistega dne. Morda bom povedal nekaj besed o IDUT 710. IDUT pomeni pričevanje v hebrejščini in je bila ustanovljena 2 dni po pokolu strani skupine dokumentaristov in drugih ljudi iz različnih poklicev in disciplin. Da bi vsakemu človeku, ki je bil v Zahodnem Negevu 7. oktobra omogočili, da spregovori, da mu damo priložnost, da pove svojo zgodbo, brez kakršnihkoli hierarhij zgodb. Vsaka zgodba šteje, da ustvarimo velik arhiv video pričevanj o dogodku in zagotovimo, da ta zgodba nikoli ne bo pozabljena. In do danes smo uspeli zbrati več kot 2000 pričevanj od približno 70.000 ljudi, ki so bili tam istega dne. In na naši namenski spletni strani objaviti več kot 14.000 pričevanj, tako v izvirni dolžini, kot v krajših različicah pričevanj. In delamo v zelo tesnem stiku z skupnostmi. In ne morem reči, da obstajajo Izraelci kot ena skupina, ker se vsak človek počuti drugače, vsaka zgodba je drugačna in vsaka skupnost je drugačna. Nekateri ljudje so še vedno v globoki žalosti in še vedno predelujejo dogodke. Vsak mesec še vedno prihajajo ljudje, ki pridejo pričati o dogodku, še nikoli niso govorili, niti s svojimi najbližjimi sorodniki. Po drugi strani pa so ljudje, ki želijo iti naprej, nadaljevati s svojim življenjem ter si opomoči in obnoviti svoje skupnosti. Tako da ne morem reči, da obstaja ena vrsta predelave. Mislim, da je to zelo individualno. Vsak žaluje in okreva v svojem ritmu, upajmo. Slišimo pa tudi veliko zgodb o odpornosti. Skupnost gre skozi to skupaj. Na kratko nam povejte nekaj, kar vam je ostalo v spominu, kjer se je skupnost združila, da bi poskušala premagati te neverjetne ovire v tem zelo težkem času. Mislim, da je vsaka skupnost nekoliko drugačna, vendar je morda ena najmočnejših zgodba o Berševi, kibucu Berševa, ki ga vsi poznamo, ki nas je že 23. novembra povabil, da zberemo pričevanja skupnosti. In 23. novembra, manj kot en mesec po dogodku, smo v enem mesecu zbrali več kot 180 pričevanj skupnosti. In to je bila res neverjetna zgodba, ki jo zdaj, po 2 letih, ko so bila ta pričevanja shranjena znotraj kibuca, začnemo prijemati in jih objavljamo na naši spletni strani. In zdaj je seveda še ena zgodba, to so lokalne enote skupnosti. Imamo poseben projekt, ki ga imenujemo Civilisti v vojni, ki pomaga skupnostim povedati zgodbo skupnosti, pričevanje skupnosti. In v tem primeru so civilisti vstali in šli ven, da bi se borili in rešili skupnosti, kar so res neverjetne zgodbe o pogumu. Po drugi strani pa bodo rekli, da so bile tudi njihove žene, ki so ostale doma, pogumne osebe. Tako, gre res za različne vrste odpornosti posameznikov in skupnosti, ki jih lahko najdete v zbirki pričevanj. In tako pomembno je, da vse to dokumentirate. Tako pomembno je, da se te zgodbe pripovedujejo še desetletja za prihodnje generacije. Itaj Kantor v Pardes Hani, najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown.
Ena kratka seveda. En kratek stavek, na kratko. Zdaj razvijamo skupaj s Centrom za digitalne humanistike na Hebrejski univerzi arhiv, ki temelji na umetni inteligenci, ki bo omogočil vsakemu posamezniku, da postavi katerokoli vprašanje o tej ogromni zbirki pričevanj. In načrtujemo tudi, da bomo imeli avtomatske načrtovalce učnih ur za izobraževanje že oktobra letos. Neverjetno delo, kol hakavot, kot pravimo v tem delu sveta. Itaj Kantor, vse dobro, uživo iz Pardes Hane. Najlepša hvala.